Podobe znanja. Prosojni televizijski zasloni, pametne steklenice. Prosojna elektronika ni več stvar prihodnosti. Pa vendar je to, da materiali prevajajo tako elektriko, kot tudi prepuščajo svetlobo, težko doseči. In ko obstoječi materiali ovirajo razvoj tehnologij, je te omejitve možno presegati s snovanjem novih materialov. Eden izmed načinov, kako na Inštitutu Jožef Štefan ustvarjajo materiale z novimi in drugačnimi lastnostmi, je tehnika plastenja. Druge možnosti uporabe materialov iz plastnih struktur, poleg prosojne elektronike, so senzorji za zaznavanje nepravilnosti v koži ter senzorji, s katerimi je možno hitro in zanesljivo zaznati škodljive snovi v okolju, recimo insekticide. Debeloplastne in tankoplastne materiale razvija tokratna gostja profesorica doktorica Danijela Kuščer Hrovatin z odseka za elektronsko keramiko Inštituta Jožef Štefan. Kaj vse zajema razvoj takšnih materialov, s kakšnimi izzivi se pri tem srečuje in katere nove lastnosti imajo te snovi, so zgolj nekatera od vprašanj, ki se jim bomo posvetili v tokratnih podobah znanja. Profesorica doktorica Danijela Kuščer Hrovatin, pozdravljeni in dobrodošli v studiu. Dober dan. Za začetek bi me zanimalo, ker si morda laiki težko predstavljamo, kaj sploh so plasti in debeloplastni, tankoplastni materiali. V katerih napravah se najdemo te plasti? Nekatere sem že omenila. Ja, v vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo z pametnimi napravami in v vseh teh napravah so pravzaprav prisotni tudi elektronske komponente in tudi plastne strukture. Recimo primer so v pametnih urah, v gospodinjskih aparatih, v avtomobilih so številne elektronske naprave, senzorski elementi, ki nam omogočajo kvalitetno parkiranje, na primer. En primer je telefon. Telefon je majhna, kompleksna naprava, ki omogoča ne samo pogovor z drugimi ljudmi, ampak ima integrirane številne komponente, ki omogočajo komunikacijo, obdelavo podatkov, prikaz slike, zvoka, ima številne vgrajene module. Elektronske komponente in pametne naprave srečamo tudi v medicini. Recimo, verjetno vsi dobro poznamo ultrazvočne pretvornike, ki se uporabljajo za preiskavo različnih organov v telesu. In zanimivo, pri teh napravah je, da pravzaprav debelina funkcionalnega materiala, ki ga imamo vgrajenega v taki napravi, določa, katere organe lahko preiskujemo. Recimo, ultrazvočni pretvorniki imajo vgrajene piezoelektrične materiale. Ti materiali lahko pretvorijo električno energijo v mehansko, torej v ultrazvočno nihanje. In to nihanje se od različnih struktur v telesu različno odbija in na ta način vidimo recimo, kako velik je nek objekt in tudi kako oddaljen je od tega. Recimo, mi smo raziskovali piezoelektrične materiale in plasti za preiskavo kože. To je recimo uporabno za detekcijo nepravilnosti v koži ali pa melanomov. Torej, te naprave srečujemo v vsakdanjem življenju na veliko področjih. Pa se sploh ne zavedamo, da so sestavljene na ta način iz plasti. Pa bi me zanimalo, zakaj pa ravno, čem pa prednjačijo te plastne strukture, da je pravzaprav sploh možna tako široka uporaba, od senzorjev v koži do telefona. Ja, te plasti, ki jih raziskujemo, so debele do nekaj 10 ali 100 nanomikrometrov.
Torej, to je približno, so 10-krat tanjše kot debelina enega lasu. In seveda takšne plasti potrebujejo neko mehansko podporo, zato jih nanašamo na podlage, kot so keramika, steklo, polimeri, lahko je tudi tekstilni material. In prednost teh plasti je, da jih lahko na to podlago, na zelo majhno površino, da nanesemo različne materiale. Recimo, lahko nanesemo prevodnik, ki prevaja električni tok, lahko nanesemo uporovne materiale, ki omejujejo ta tok, lahko jih zaščitimo z dielektriki, da določene strukture elektrike ne prevajajo, lahko tudi nanesemo piezoelektrične ali druge funkcionalne materiale. In takšne strukture omogočajo torej izdelavo miniaturnih naprav in te naprave so torej tudi lažje in kar je pomembno je tudi to, da za izdelavo take naprave potrebujemo za izdelavo teh komponent tudi manjšo količino materiala. To je v današnjem času zelo pomembno, materiali nekateri so zelo dragi, so tudi nedostopni ali pa omejeno dostopni in je pomembno, da so te naprave lahko tudi cenejše in tudi učinkovitejše, zato ker so te poti, prevodne poti krajše in tudi manjše so izgube, zato so učinkovitejše. In če greva k enemu konkretnemu primeru, in sicer poleg senzorja za kožo, ki ste ga omenili v začetku, ste razvili tudi senzorje, pa s katerimi bi bilo možno zaznati insekticide v okolju. Na osnovi česa pa delujejo ti senzorji oziroma kaj ti senzorji zaznavajo? Ja, raziskujemo senzorje, en poseben tip senzorjev, to so elektrokemijski senzorji za zaznavanje različnih onesnaževal v vodi ali pa v hrani. Mogoče bom opisala, kaj so neonikotinoidi. To so pesticidi, ki so bili med leti 2000 in 2018 najbolj široko uporabljeni insekticidi na svetu. In ti insekticidi seveda se poleg tarčnih organizmov, delujejo tudi na druge insekte, med njimi tudi na čebele. In sigurno se spomnite množičnega pomora čebel pred leti v Sloveniji in tudi v naši okolici. In možen razlog je tudi nepravilna uporaba teh insekticidov. Zdaj najbolj toksični so sedaj v Evropski uniji prepovedani, so pa dovoljeni drugje po svetu in zato se še vedno ti insekticidi znajdejo v naši hrani, predvsem v čebeljih izdelkih. In zdaj, kako pa ti senzori delujejo? Se pravi, mi lahko s temi senzori zaznamo snovi, ki se lahko reducirajo ali oksidirajo pri določenem potencialu. In na takem materialu med snovjo in delovno elektrodo se prenašajo elektroni, kar povzroči, da se spremeni električni signal. Torej se spremeni ali električni tok, napetost, impedanca in pravzaprav to lahko mi zmerimo. In na osnovi tega lahko določimo, katera snov je prisotna v nekem vzorcu in tudi kolikšna je njena količina. Seveda so potrebne umeritvene krivulje, precej predpripravljenih eksperimentov in podatkov, ampak na ta način se da zaznavati take snovi. Sedaj jih v veliki meri zaznavajo z metodami, kot je kromatografija. To so natančne metode, vendar zahtevajo delo v urejenih laboratorijih.
Ti senzorji pa so majhni, prenosljivi in omogočajo pravzaprav hitro detekcijo, ne samo v urejenih laboratorijih, ampak tudi na neki izbrani lokaciji. Če poskušava konkretizirati, recimo, da bi se nahajal ta insekticid v medu, bi zaznal ta senzor njegovo prisotnost. Ja, mi smo pridobili projekt agencije ARIS, v katerem je poleg Inštituta Jožef Štefan sodelovala tudi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. In skupaj z njimi smo razvili senzor. Senzor vsebuje 3 elektrode. Mi smo predvsem se osredotočili na ogljikove materiale, ki so sposobni zaznavati taka onesnaževala. In določili smo, da se tudi v realnih vzorcih, da zaznamo tak insekticid z dobro mejo zaznave, nizke koncentracije in da nam tudi druge snovi, ki so v medu prisotne, kot so razni sladkorji ali pa v vodi, razni ioni, tega signala ne pokvarijo, torej da ga selektivno in senzitivno zaznamo. To je pa za nek senzor, da je dobro delujoč, zelo pomembna lastnost. Samo prisotnost tega insekticida v neki snovi je dovoljšen signal za to, da ta senzor deluje. Ja, tako je. Torej, če je seveda, da senzor deluje, moramo imeti ustrezen material. Torej, material elektrode. Ta material mora biti električno prevoden, zato da lahko omogoča prenos elektronov med snovjo in med snovjo, v katerem je ta analit oziroma ta onesnaževalo in to elektrodo. Potem, seveda, tak material mora biti kemijsko stabilen, da nam ne razpade pri pogojih meritve. Če merimo v vodi, potem lahko spreminjamo recimo pH in tak material mora biti obstojen pri mogoče kislem ali pa bazičnem pH-ju, ne samo v nevtralnem področju. Zaželjeno tudi je, da ima ta material veliko elektroaktivno površino, kajti potem je veliko število mest, na katerih lahko poteka ta oksidacija ali redukcija in torej je električni signal večji in mi lahko merimo potem nižje koncentracije. In seveda, material mora biti tudi takšen, da je tudi mehansko stabilen in pomembno je tudi to, da te senzorje lahko naredimo ponovljivo. Torej, ko jih delamo v različnih saržah, morajo biti odzivi enaki in to je seveda svojevrsten izziv. In če naredimo takšen material za to elektrodo, kjer se tak analit lahko oksidira, reducira, ja, potem ga zaznamo v realnem vzorcu. Seveda je potrebno tudi prilagoditi vzorec. Senzorja ne damo direktno v med, ampak med raztopimo v vodi in potem pri določeni koncentraciji tak signal izmerimo. Ste morda že malce nakazali, da to ni tako preprosto doseči. S kakšnimi izzivi ste se morda še soočili pri oblikovanju oziroma pri razvoju teh senzorjev? Se strinjam in potrjujem, da je priprava takšnih komponent, takšnih senzorjev kar izziv. Svojevrsten izziv je že sama izbira materijala in tukaj pridobimo kar veliko podatkov iz literature. Potem pa je naš cilj pripraviti takšen material v obliki plasti. Se pravi, naša izhodna surovina je prah, to je kot en droben pesek. In seveda v taki obliki materijala ne moremo nanesti na podlago,
ampak ga zato zmešamo v organsko snov, z organsko snovjo in da pripravimo torej suspenzijo teh delcev v neki snovi. In tako suspenzijo pa lahko tiskamo, ampak zato, da se tiska, moramo optimizirati tudi lastnosti te suspenzije, poskrbeti moramo, da suspenzija omaka podlago. In zdaj najbolj pogosta metoda za pripravo takšnih plasti iz delcev je sitotisk. Pri tem suspenzijo z rakljem potisnemo čez sito in na podlagi dobimo odtis, ki ga imamo na situ. In seveda po nanosu imamo na podlagi suspenzijo, tekočino. Potrebno jo je utrditi, da pridobimo mehanske lastnosti in to ponavadi naredimo s segrevanjem plasti. Seveda pri segrevanju plasti pa mora ta organska snov odhlapeti in poskrbeti moramo, da v tej plasti ne nastanejo neke napake, kot so razpoke. Lahko se nam plast tudi odlušči od podlage, se pravi, te postopke je potrebno zoptimizirati. In eno pomembno vlogo pravzaprav igra tudi atmosfera žganja. Namreč za te senzorje uporabljamo ogljikove materiale. Seveda, ogljikovi materiali pri povišani temperaturi na zraku izginejo dobesedno. Tvori se plinasti produkt, ogljikovi oksidi in plast izgine. Zato smo te materiale žgali v atmosferi, v nevtralni atmosferi. Kakšna pa je nevtralna atmosfera? Nevtralna atmosfera je pa recimo atmosfera dušika, atmosfera argona. In v taki atmosferi pa smo v bistvu ugotovili, da plast ne izgine, in pri povišani temperaturi smo tudi ugotovili, da se ta ogljikovi materiali nekako preuredijo, njihova struktura se preuredi in šele po žganju pri temperaturi 800 in več stopinj Celzija dobimo material, ki je električno tudi prevoden. Torej, vsi ti parametri, ki sem jih omenila, seveda vplivajo na velikost signala, ki ga merimo, in torej na lastnosti senzorja, kot je njegova stabilnost odziva, ponovljivost in potem seveda tudi kakšne so meje detekcije in te lastnosti, ki jih potrebujemo za samo detekcijo neke snovi v vzorcu. In s takšnimi postopki, kot ste sedaj opisali, nanašate tako te debeloplastne kot tudi tankoplastne strukture, ker vi se namreč ukvarjate tako z debeloplastnimi kot tankoplastnimi strukturami in jih razvijate, ampak kakšna je pravzaprav razlika med njimi? Ja, torej, do sedaj sva se pogovarjali o debelih plasteh. In kot sem omenila, so te debele plasti pripravljene iz prahu, ki ga dispergiramo v neko suspenzijo. In take plasti so debelejše od 1 mikrona. Torej več kot nekaj 10, tudi 100 mikrometrov. Tanke plasti pa se pravzaprav pripravljajo iz raztopin. Raztopina je raztopina sladkorja v vodi ali pa soli v vodi in iz takih raztopin se pripravljajo tanke plasti in te plasti so pa seveda tanjše, so pa debele nekaj 10 do nekaj 100 nanometrov, torej so 1000-krat tanjše kot debele plasti. In v tem primeru raztopino z izbrano metodo nanesemo na podlago in tako raztopino potem tudi segrejemo, ponavadi do nižjih temperatur, kjer izhlapi topilo in potem pri povišani temperaturi soli kristalizirajo in dobimo pač kristalno, torej dobimo neko mehansko trdno plast. Seveda to je samo ena metoda, to je tako imenovana kemijska metoda za pripravo tankih plasti.
Obstajajo pa seveda in so tudi zelo pogoste metode, kjer napršujemo te plasti oziroma pripravljamo izparne faze, kot je recimo naprševanje plasti, in se tudi te metode na široko uporabljajo, vendar se pri nas na našem odseku ukvarjamo predvsem s kemijskimi metodami priprave tankih plasti. In prav s to metodo tankih plasti ste razvili materiale, ki so primerni za izdelavo elektrod za prosojno elektroniko. Bi lahko malce več povedali o tem, kako je pravzaprav zahtevno doseči ali pa razviti material, ki hkrati prevaja elektriko in hkrati prepušča svetlobo. Na prvi pogled sta ti dve lastnosti, torej električna prevodnost in optična prosojnost, skoraj v nasprotju. Recimo, primer električno prevodnega materiala so kovine. Te kovine imajo veliko število prostih elektronov, vendar ti elektroni svetlobo adsorbirajo in zato kovine niso prosojne v optičnem delu spektra. In nasprotno pa recimo materiali, ki prepuščajo svetlobo, kot je recimo steklo, pa nimajo prostih nosilcev naboja in so električni izolatorji. Ampak iz literature je poznano, da so pa nekateri kovinski oksidi lahko tako optično prosojni, kot tudi električno prevodni. In to so materiali cinkovega oksida, indijevega oksida, galijevega oksida, kadmijevega oksida in kositrovega oksida. In zato smo se za pripravo te prosojne elektronike osredotočili na te materiale. Mi smo obdelovali v glavnem cinkov, indijev in galijev oksid. In te materiale smo poskušali pripraviti v obliki tankih plasti. Seveda pa vsaka napaka, ki nastane pri pripravi plasti, kot so pore ali pa defekti, razpoke v strukturi, pa seveda na takih napakah se svetloba uklanja in potem taki materiali niso več prosojni. In torej veliko pozornost pravzaprav smo posvetili pripravi teh materialov, zato da so bili pač prosojni in tudi prevodni. Te raziskave pravzaprav smo začeli bolj intenzivno delati pred 3 leti, ko smo pridobili tudi aplikativni projekt naše agencije ARIS. In v tem projektu so poleg Inštituta Jožef Štefan je sodelovalo tudi podjetje Steklarna Hrastnik in Kemijski inštitut. In prav Steklarna Hrastnik je podala eno zanimivo in tudi precej velik izziv, da bi take plasti pripravili z metodo sitotiska, ki je absolutna novost pri pripravi tankih plasti, in tudi želeli smo integrirati take plasti na njihove izdelke. Kako daleč pa ste prišli s tem razvojem elektrode? Jaz bi ocenila, da smo bili kar uspešni pri tem. Seveda na inštitutu imamo kar veliko znanja s področja tako priprave materialov kot priprave plasti, priprave tudi podlag za tiskanje. In mi smo se pravzaprav odločili, da bomo v obliki plasti pravzaprav pripravili material na osnovi cinkovega oksida in indijevega oksida. In te plasti in tudi raztopine smo pripravljali s 3 različnimi tehnologijami. 2 sta dokaj uveljavljeni, ena je metoda vrtenja podlage, druga metoda je brizgalno tiskanje. In poleg tega smo pa še razvili pravzaprav raztopino, ki jo je bilo možno nanašati tudi s sitotiskom.
In na kaj pa ste konkretno nanašali? Ja, te plasti, te raztopine smo nanašali na steklo in tudi na industrijsko steklo. V podjetju so industrijsko steklo ustrezno pripravili, namreč laboratorijsko steklo je ravno, brez defektov, gladko. Industrijsko steklo pa je tudi gladko, ampak če nanašamo plasti, ki so debele 50 ali pa 100 nanometrov, potem mora biti tako steklo res gladko. Ja, uspeli smo z vsemi temi tehnologijami pripraviti prosojne plasti. Optična prosojnost ni bila problem, vendar pa po žganju in obdelavi teh plasti na zraku so imele te plasti zelo visoko upornost. In to se pravi, so slabše prevajale električni tok, tako ja. No in potem smo mi te plasti popustili, tokrat pa v redukcijski atmosferi, torej v prisotnosti vodika. Ta vodik je v kristalni strukturi tega materiala povzročil, da so se na kisikovih mestih tvorile vrzeli. Te vrzeli so pa pripomogle, da je električni tok lažje tekal in smo dobili tudi električno prevodno plast. In kot rezultat so pa v steklarni Hrastnik te raztopine tiskali tudi na njihove izdelke in tudi te plasti so bile optično prosojne in tudi prevodne, kar se mi zdi zelo velik dosežek, kajti ponavadi je prenos tehnologije iz laboratorija v industrijo dolgotrajen in zahteva kar veliko prilagajanja. Za kakšne konkretne izdelke je šlo? Ja, to je šlo za steklenico. Njihovi izdelki so predvsem steklenice, ki se uporabljajo recimo, to so res dizajnerski izdelki za parfume, za drage alkoholne pijače in na eno tako steklenico, testno steklenico so tudi potiskali testno te raztopine, ki so bile razvite v tem projektu. Profesorica, doktorica Danijela Kuščer Hrvatin, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala za povabilo. Podobe znanja. S profesorico doktorico Danijelo Kuščer Hrvatin z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Klara Jurečič. Za zvok je skrbel Jernej Boc.